Naša šola se pripravlja za dograditev šole. Po medijih se veliko piše o izgraditvi drugega tira železnice. Korošci že dolgo časa pričakujejo boljšo cesto do njihove pokrajine. Vse to ogromno stane. Od kod bodo naš ravnatelj, železnice, popravljalci cest dobili denar? Odgovor: od davkov. In o tej temi smo se pred kratkim pogovarjali v šoli. Ker me je tema zelo pritegnila, sem se odločila doma malo posurfati po internetu. V SSKJ-ju piše, da je davek splošna dajatev za kritje skupnih izdatkov javne uprave. Določene davke plačamo že ob vsakem nakupu. Če pogledamo račun, vidimo, da je že v ceni, ki smo jo plačali v trgovini, vključen davek na dodano vrednost oziroma DDV. Ko kupimo avto, je v ceno poleg DDV-ja že vključen davek na motorna vozila. Tisti, ki kadijo ali pijejo alkoholne pijače, pa morajo poleg DDV-ja plačati še poseben davek na trošarino. Za določene davke pa starši domov dobijo položnice, kot je recimo davek povezan z nepremičninami. Če pa imamo kakšno stanovanje preveč in ga oddajamo, moramo ta prihodek prijaviti na finančno upravo in zanj tudi plačevati davek. Vse te zakonom predpisane davke pobira FURS, to je Finančna uprava Republike Slovenije. Nadzira tudi plačevanje ter kaznuje tiste, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Te davki gredo potem v državno blagajno, kjer se po dogovorjenih oziroma predpisanih deležih porazdelijo na različne konce: za plače učiteljev, zdravnikov, medicinskih sester, gasilcev, Slovenske vojske in drugih javnih uslužbencev. Iz tega denarja se gradijo tudi šole, bolnišnice, ceste, domovi za ostarele. Skratka, s pobranim denarjem od davkov se financirajo državne zadeve, ki se nam zdijo pogosto samoumevne in se običajno sploh ne zavedamo, da z neplačevanjem davkov škodimo sami sebi. To pomeni manj pobranih davkov, slabše ceste, slabše bolnišnice in manj opremljene šole. In ravno na tem ozaveščanju ljudi in še posebej mladine FURS zadnje čase veliko dela.